če bi v naslednjem letu ste pripravljeni pripraviti novo reformo, kako bi vi zastavili to, da bi bila drugačna od te, se pravi, kaj bi spremenili dobro, to, da se ne dela več kot 60 let, pa na kakšen način bi zapolnili pokojninsko blagajno, na kakšen drug način namesto dela do 65. Pa, ko ste rekli z novim ministrom, se pravi, pričakujete, da če pade reforma, pade tudi minister, to ste prepričani, da se zgodili? Te stvari se nam zdijo tako samo posebej omejene, da ni potreba posebej govoriti, ker vendar gre za projekt, ve se koga in kdo je bil glavni akter tega. Kar se tiče pogojev, mi smo predlagali nekatere spremembe, torej za nas je zelo pomemben meter 40 let pokojninske dobe. Kot meter, ker ima delavec pravico do polne pokojnine, ne z malo si, pravico do polne pokojnine. Potem pa ne bodo prijazne spodbude, tako pri delodajalcih, da bi z organizacijo dela, pogoji dela, odnosi v podjetji, varovali zdravje delavcev, ampak seveda dosti poprej, zato da bi lahko tisti, ki želijo, ki jim se delo ponudi, delali dlje. Skratka, da bi s te plati povečevali dejansko upokojitveno starost. To je pomembno. To se dogaja že sedaj in ta trend je pomemben, da se ohrane naprej. Je pomembno. To ni samo stvar ali problem, ki ga vidijo drugi, to je problem, ki ga vidimo tudi v sindikatih. In dejansko upokojitvena starost v Sloveniji je v trendu povečevanja, kar je dobro. Sam seveda ta trend moramo povečevati, krepiti na prijazen način in upoštevati zdravstvene razmere na trgu dela. Trg dela je zelo neprijazen do starejših delavk in delavcev. Upošteva dejstvo, da delodajalci sedaj in tudi v prihodnje, kot same pravijo, delovnih mest, kjer bi zaposlovali starejše, nimajo. In zaradi tega smo mi predlagali, kar se tiče številk, in še nekaj, 40 let, zakaj je ta meter pravičen? Pravičen je do tistega, ki začne nekoliko poprej in tistega, ki začne delati nekoliko kasneje. Kajti v Sloveniji je žal dejstvo, da industrijski delavci zaradi pogojev dela, ker začno poprej in razmere, v kateri delajo, žal, njihova življenjska doba ni dolga. So prikrajšani, žal. Tudi obstoja raziskava Eurostata, ki dokazuje, da če govorimo o moški, ki imamo to srečo, da smo se šolali, da imamo visokošolsko izobrazbo, po teh ocenah živimo 9 let dlje v povprečju, tisti moški, ki pa tega nimajo, žal je njihova pričakovana življenjska doba 9 let krajša. To je potrebno upoštevati. Zato je potrebno upoštevati, ko postavljaš kriterije, to raznolikost, v katerih pač mi živimo, kajti če ne stvar nepravična. In zaradi tega smo mi, naši predlogi, so bili že večkrat vam predstavljeni, kar se tiče upokojevanja, govorim zdaj za moške, 40 let, ne ostane, ne bo pravičen meter, pripravljeni pa smo, in tega minister ni razumel, da bi zdaj razumeli, kako je sedaj, vse to vas ne bom utrujal, ker boste nekateri težko sledili, sam je pomembno vedeti, sedaj se lahko moški upokoji pri starosti 58 let in 40 let delovne dobe. 58 let starosti in 40 let delovne dobe. Mi smo predlagali 40 let ne ostane, naj se pa postopoma ta starost 58 dviguje na 60. Sedaj se moški lahko upokojijo še prek drugem pogoju, če ta pogoj ni izpolnjen. 63 let starosti in vsaj 20 let delovne dobe. 20 let delovne dobe. Mi smo predlagali 20 let na 22 let, 63 let pa ne ostane. Ampak vse to, zlasti to slednje, ker tukaj se ogromno delavcev upokojuje in že po sedanjih pogojih dosegajo relativno visoko dejansko upokojitveno starost, bi ta trend okrepili, ampak na prijazen način. Mi smo to v stanju zagovarjati, mi smo se pogovarjali z delavci, to bi sprejeli, vse postopen prehod, ne od danes do jutri. Ampak minister je to gladko zavrnil. Mislim, to je velika stvar. In še nekaj, zdaj pa kje denar dobiti? Če bomo preganjali samo starejše, da delajo naprej, se bo dogajalo, da bo samo stroški javnih financ vse večji. Vse več bo med njimi invalidskih upokojitev, bolniških in seveda vse več bo ljudi starejših brez dela,
ker je že sedaj 35% med brezposelnimi starejših na 50 let. Ni dela, ni to prava pot. Prava pot tudi za krepitev financ je vprašanje, kaj se dogaja na začetku. In to politiki podcenjujejo. Potrebno je dati mladim, ki končajo šolanje. Ne malo delo, kot se zdaj ponuja. Delo za nedoločen čas. Dobro plačana delovna mesta, relativno varna, da bi lahko plačevali prispevke v pokojninsko blagajno. 110 tisoč brezposelnih, ne se zadovoljiti z malim delom spet. Ustvarjati pogoje za nedoločen čas, delovna mesta, zaposlovanje. To je standard, mislim, znotraj ILO-ja. Že to bi polnilo blagajne, kot se spodobi dolgoročno. Ampak, seveda pol je pa še druga sfera polnjena blagajne, ker politiki ignorirajo, podcenjujejo. Kje je nastal ta deficit v pokojninski blagajni, da ga financira sedaj proračun? V tistem trenutku, ko so znižali prispevno stopnjo delodajalcem od 15 na 8%. In Slovenija je edina evropska država, ker delodajalci plačujejo nižji prispevek pokojninsko blagajno. Od takrat naprej država prevzela to nalogo. In če hoče seveda ta problem pošteno rešiti, potem naj delodajalcem dvignejo to prispevno stopnjo. Naj dvignejo, lahko za 2%. Je že takoj približno 200 milijonov več. Ampak ne, ko to rečeš, to je najbolj pregrešna misel. Konc konkurenčnosti, propad države, demokracije in še kaj. Ampak tako je v vseh evropskih državah. Še v Ameriki, ZDA, plačujejo delodajalci in delavci natanko isti znesek, 6,2%. Edino Slovenija ne. Potem seveda z davkom bi lahko, da bi uvedel davk na dobiček, ki se ne reinvestira, na dividende, potem siva ekonomija, kriminal na gospodarskem področju ogromen in to se uteka nepobrani prispevki. 101 način je, če govorim v prispodobi, kjer bi lahko dal, ne pa s tem, da 60 let starega človeka žene do 65 leta starosti ali pa do 43 let pokojnine. Kje bojo mladi dobili 43 let pokojninske dobe, če večina vas je na malem delu ali pa delate na te prekernih delih, ali pa ste SP in novinari, samostojni, ja, v negotovosti. In tukaj so problemi, ki jih moramo rešiti skupaj. So težki problemi, ampak politiki, ko vajo malo delo, ko vajo ta pokojninski sistem, odvračajo pozornost od nekega področja, ki mislim, da je pomembno področje. To je približno na kratek odgovor na to vprašanje. A še kaj? Čeprav razumem, če bi recimo vlada pa upoštevala te vaše predloge, se pravi, da bi uredila trg dela najprej, potem recimo prispevke delodajalcev zvišala, bi vi potem bili pripravljeni tudi podaljšati do 65? Mi smo rekli, do kje podaljšati. Rekli smo od 58 na 60. Pri 63 let starosti. In to so tisti premiki v življenju, mislim, ki se bi zgodili, ki že zdaj je dejansko, ponavljam, dejansko upokojiteljna starost moških je zdaj v Sloveniji 62 let, natanko takšna kot v Nemčiji. Natanko takšna kot v Nemčiji. Pa v Nemčiji, čeprav ima številke tudi tam 65 let, se zdaj tudi imamo 65 let pri moškem, se zdaj 15 let delovne dobe, lahko reši upokojijo. To je en izmed pogojev. To je potrebno doseči. Ne pa alfa in omega 65 let in okoli tega sedeti. Krivičen je ta meter. Krivičen je glede na pogoje, ki ga živi določena skupina ljudi pri nas. Eno je, če delaš na fakulteti, v inštitutih, jaz vem, nekateri ekonomisti bi najbolj zadovoljni, da bi vsi delali do 90 leta. No problem. Življenje je komplicirano in mi moramo videti tudi kot svobodni sindikati veliko skupino ljudi, ki pač te sreče nima, da bi študirala tam do katerega leta in potem živela v relativno urejenih okoljih. Ti, ki to živijo, jim želimo, da delajo, če želijo, do 80 leta. Dobenega problema ni. Res ne, hvala Bogu, da so taki. Ampak velika skupina delavk in delavcev lahko samo sanja o tem, ko mi da prileze. Že sedaj teče reforma. Bodimo pozorni, za ženske zelo težka reforma že zdaj teče.
Vsako leto se pogoji za upokojevanje žensk poslabšujejo za 3 oziroma 4 mesece, glede na pokojninsko dobo oziroma starost. Vedno težje dosegajo. Torej, najprej moramo ustvariti mnogo drugih stvari poprej, ne se pa zaletava 65 let in tukaj vidi magično številko, ki bo rešila vse. Ne bo rešila, to je katastrofa. In poleg tega se podcenjuje tudi gospodarsko rast. Ko bo začela gospodarska rast? Višja. Nekateri ekonomisti so že rekli, ko bo gospodarska rast na 3%, bodo nekateri problemi iz pokojninske reforme bistveno manjši, ali jih pa celo ne bo. Mislim, to je potrebno upoštevati. Ampak tukaj bo še Andrej nekaj dodal. Ja, jaz bi dodal samo en zanimiv podatek. Mi imamo danes v Sloveniji sive ekonomije, ki znaša čez 27% BDP-ja. Čez 27% BDP-ja. Po izračunih ministrstva bi, če sedanji sistem ostane, bi znašalo sofinanciranje iz javnega proračuna 20% BDP-ja leta 2050. Torej, jaz mislim, da je popolnoma jasno, da če so leto 96 znižali prispevno stopnjo delodajalcem na 8,85%, hkrati pa niso poskrbeli za nov vir polnjenja, v državnem proračunu, je jasno, da je nastal ta deficit. In bi morali to narediti. In bodo tudi morali narediti. Zakaj? Zaradi tega, ker ta pokojninska reforma bo producirala reveže. To je dokazano. Dušan je omenil, da se bodo povečali izdatki iz drugih socialnih blagajn in se bodo. In to bo ponovno vplivalo na javne finance, na proračun in ponovna posledica bo, če ne bo spremenjene logike v tej državi, ponovno krčenje socialnih pravic. To ni prava pot. Prava pot je poiskati tam, kjer odteka denar. In kjer odteka denar, mislim, da vemo vsi. Že vrabčki čivkajo na vejah, samo kot kaže, ta vlada tega ne vidi, noče ali pa ne želi tega videti. Bo pa morala spregledati v tej smeri. So pa naredili nedvomno, gospodje politiki, škodo. Poglejte, koliko ljudi se je upokojilo v prejšnjem letu, v decembru mesecu, ki bi lahko delali leto, pol leta dlje. Ustrašili so se te reforme. Koliko ljudi je šlo na zavod za poslovanje, ker so preko tega skušali si zavarovati pogoje za upokojitev. To pa je škoda, dokazljiva škoda. Ampak lahko počasi tukaj končamo, ker na to temo smo imeli toliko že tiskovnih konferenc, da... To pravite, ker so koliko je 5-8 tisoč ljudi se je šlo zdaj na zavod, ker so računali, da bo država plačevala 3 leta prispevkov, zdaj po novem zakonu od urejenega trga dela in bo plačevala samo 1 leto, se pravi, se bodo oni verjetno mogli vrniti nazaj na delo po enem letu. Kam pa ne grejo, izvoli, no, Andrej? Ne, v bistvu jih je več kot 8 tisoč. Po našem mnenju jih je celo več kot 10 tisoč, več kot 12 tisoč teh ljudi. Namreč podatek, katerega ste dali, se nanaša samo na leto 2010. Ne upošteva pa dejstva še iz leta 2009 in to kategorijo starejših ljudi, ki bi po stari zakonodaji 2+3, recimo pa bi lahko odšli v pokoj, ko bi jim država te leta plačevala prispevke, potem bi pa imeli 2 leti denarna nadomestila za čas brezposelnosti. Tako da treba gledati tudi podatek iz leta 2009. Dejstvo je, da je vlada zavajala te ljudi. Res je sicer, da so ti ljudje računali na nek zakon, ki še ni bil sprejet. Vendar ne pozabiti. Do te spremembe je prišlo meseca decembra 2010. Gre za spremembo 397. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 2, se pravi pokojninske reforme. Decembra 2010, ko je že večina ljudi bila na zavodu za zaposlovanje in bila prepričana, da jim bo država še plačevala 3 leta prispevkov, ko jim bo izteklo denarno nadomestilo za čas brezposelnosti. Žal temu ni bilo tako in žal temu ni tako. Ti ljudje so videli vse predloge zakona na spletu, kajti vlada je vse te zakone objavljala in za objavo teh zakonov je zavajala te ljudi. Za objavo. Ni naredila ničesar nezakonitega, to je res, je pa zavajala. In teh ljudi je več.
In ti ljudi se nikoli nikdar ne bodo vrnili k tem delodajalcem, ker jih ne bodo želeli imeti. Tem ljudi bo manjkalo po izteku nadomestila za čas brezposelnosti leto, 2, 3 leta pokojninske dobe. Kje in na kakšen način jo bodo dobili, ne vemo. Prej bom rekel, da je ne bodo, kot pa jo bodo. Mi smo na ta problem že opozorili. Odgovor ministrstva, pristojne službe ministrstva je bil, da bodo to reševali z javnimi deli. Lepo vas prosim. Nekoga pri 39, 38 letih delovne dobe bomo reševali z javnimi deli. Zaradi zavajanja vlade. To je napačna pot. Dobro, lahko tukaj počasi končamo, lahko. Hvala lepa.